Večerovi dueli, volitve 2026. Voditelj Tomaž Ranc. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na 4. Večerovem duelu pred parlamentarnimi volitvami. Marec bo vsak hip tukaj in danes tukaj gostimo dva pravzaprav šefa poslanskih skupin Nove Slovenije in pa Levice. Na začetku kratka predstavitev, torej z nami sta Nataša Sukič, Levica, odraščala tudi v Mariboru, sicer študirala elektrotehniko, ima bogate izkušnje z aktivizmom, delom nevladnih organizacij, danes pa je članica kar 10 delovnih teles, komisij in odborov in še podpredsednica Državnega zbora. Poleg tega, da je vodja poslanske skupine. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav, ne. In pa Janez Cigler Kralj, torej FDV-jevec, politolog, odraščal na Koroškem, dobro pozna hodnike parlamenta, kot PR-ovec, strokovni sodelavec, nekdanji minister za socialne zadeve v Janševi vladi, predsednik Združenja delavcev pri NSI, danes pa kot poslanec član 3 delovnih teles in seveda vodja poslanske skupine. Lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Ker oba pravzaprav dobro poznata medije, sta tudi delovala v medijih ali za medije. Mogoče začnemo na kratko kar s tem. Gospod Cigler Kralj, vaš predsednik Jernej Vrtovec je pravzaprav napovedal, da se ne boste udeležili iz protesta soočenj na nacionalki zaradi zadeve Tarča. Zanima me vaše mnenje, ali je to dobra in tudi primerna in pametna odločitev. In pa še kar drugo vprašanje, če začnemo z mediji, kako ocenjujete naslovnico, na kateri je bil Anže Logar upodobljen kot pes. Sicer je šlo za zlatega prinašalca kot dobrohotno pasmo, ampak vseeno, na kratko začnimo z mediji. Nova Slovenija je predvsem stranka, ki želi poudariti, da je potrebno odpirati prostore, ne jih zapirati, ne omejevati, ne cenzurirati, ampak odpirati. Da mi potrebujemo svobodo miselne pristope k urejanju družbe in tudi v medijih potrebujemo svobodo miselne načine predstaviti našo realnost. In če je Tarča recimo bolj politično-gospodarska in taka oddaja, ki prikaže neka ozadja, ki druge niso predstavljena, ki gre bolj poglobljeno, se nam je zdelo zelo neprimerna reakcija vodstva RTV, da pravzaprav Tarčo utiša, ko se je napovedovalo to, da bojo pogledali v ozadja predsednika vlade in njegovih problemov z Andrejem Ribičem, ki je bil vodja njihovega volilnega štaba, pa je zdaj predsednik Darsa in tako naprej. No, ali pa to, kako soproga Tina Gaber Golob kadruje po ministrstvu in tako naprej. In reakcija Nove Slovenije na to odločitev, da utišajo Tarčo, je pač bila, mislim, da logična. Zdaj, a je prav ali Včasih ste znali biti do Tarče tudi kritični. Zdaj me zanima, ali boste sodelovali na predvolilnih soočenjih na nacionalki, vendarle gre za nacionalni RTV servis ali ne? Jaz mislim, da upravičena kritika je vedno dobrodošla, nikoli pa nismo žalili ali pa kakorkoli, bi rekel, v tem smislu cenzurirali, omejevali. Zdaj, a bomo sodelovali ali ne, to bo odločitev vodstva, ampak zdaj prvi korak je bil, če se bo nadaljevala taka cenzura in omejevanje svobode govora, pravzaprav pač mi na soočenjih na nacionalki nimamo kaj sodelovati. Je to primerna odločitev Nove Slovenije? Jaz mislim sicer, da ni, ampak to je njihova stvar. Jaz bi rekla, da smo v Levici dokazali skozi delo ministrice Vrečko in skozi Ministrstvo za kulturo, da ne govorimo samo o tem, kako pomembna je svoboda in avtonomija medijev, ampak da je z medijsko zakonodajo ministrica to tudi utrjevala v tem mandatu, kajti vemo, kaj se je v prejšnji vladi dogajalo, ravno z napadom na svobodo medijev, na Slovensko tiskovno agencijo, ko se je odrekalo financiranje, ko so se te težave dogajale in tako naprej. Kaj pa naslednica? Čakaj, sem da končam to misel. Zdaj domnevna cenzura, zdaj vodstvo RTV to zanika, jaz tega zdaj ne morem z tega položaja prav presoditi, ali vodstvo RTV govori tako, kot je in se dela krivica. Ravno v tem je poanta, da politika ne sme se vmešavati in vpletati v avtonomne medije. Moramo zaupati, da so ti mediji avtonomni in da odgovorno ravnajo. Zdaj, ali so na RTV ravnali odgovorno ali ne, jaz ta trenutek ne morem z tega položaja soditi. Ni pa prav, da se jaz kot političarka vmešavam in pritiskam na njih, ker to je ravno kontra temu, kar želimo. Če se je katera druga sila vmešavala tega, pa ne vem,
Levica se zagotovo ni. Na kratko še, da se k vsebini premaknemo. Naslovnica. Poglejte, jaz sem zmeraj bila za karikature in za satiro, kar se tiče politike, ampak so kakšne stvari, ki grejo čez mejo. Tudi vemo, da smo bili upodobljeni politiki levice na neprimeren način, na neki naslovnici, mislim, da v obliki nekih hijen ali nekaj podobnega. Tako da mislim, da je treba nekako vedeti, kje je tista meja dobrega okusa. Še za vas isto vprašanje. V družbi je vedno akcija, reakcija. Ne? In jaz vem, da pač politični tednik Mladina vedno gre s provokacijo zelo daleč. Mogoče v katerih zadevah, kot je bila Marija v naročju s Podgano, ne? Ko se je žalilo verska čustva, je šla čez rob. In tu gre zdaj za drugi med. Tu vidite, da zdaj med je šel pa v reakcijo in jaz mislim, da so take naslovnice na obeh stranih neprimerne. Jaz nisem skrajni politik in jaz ne bi šel v take. Če se lahko komentiram še to naslovnico na Strelnikov, ne, je bila ta skupina. Veste kaj, tu pa gre za umetnost in tukaj pa vtikanje v izraze umetnosti, v reprezentacije, ki si jih umetniki privoščijo, to je pa skrajno neprimerno. A mislite, Marija? Ta teren je zelo spolzek. To je zelo spolzko. Jaz bi se kar premaknil mogoče naprej na naslednjo vprašanje. Zadnje leto je bilo za vajini stranki kadrovsko kar spremenljivo do pretežno oblačno, bom se po vremensko izrazil. Gospa Sukič, vi ste marca vrgli iz stranke Miho Kordiša, potem Matej Tašner Vatovec je z novim letom odšel sam, na koncu ste ostali 3 poslanci, na začetku vas je bilo 5, padle so hude besede, kot je izdaja zaradi osebnih koristi in interesov. Nam lahko poveste, zdaj že veste, kaj je bilo pravzaprav v ozadju? Lahko odkrito poveste? Zelo odkrito bom povedala. Prvič, mi nismo vrgli iz stranke Mihe Kordiša. Miha Kordiš je leto dni, seveda, ampak počakajte, leto dni je javno v vseh medijih, verjetno tudi preko vašega medija, javno napadal stranko, blatil ministre levice, blatil nas poslance, čež da smo se prodali, pa ne vem, kaj vse je kvasil. In leto dni, ga ne vem, katera stranka bi ga prenašala, če pogledate statut njegove nove stranke, olala, tamle ne bodo prenašali takih stvari, verjetno niti en mesec, kaj šele eno leto. Pa Tašner Vatovec. Eno leto se ga je opozarjalo in potem je disciplinski postopek stekel in disciplinska komisija je neodvisno odločila, da je pač primeren za izključitev, ker bi vsakega izključili, mene bi še prej izključili. Ampak na koncu zrešta še poslanske skupine. To pa je tudi zame še zmeraj šok in presenečenje in tako bom rekla, kot ste rekla Asta in Luka, to je popolnoma neprimerno. Matej bi kandidiral tam kot zmeraj, po vsej verjetnosti bil ponovno izvoljen za poslanca, tako da meni je ta njegova poteza absolutno nerazumljiva. Vedno je bil del ožjega vodstva, soodločal o vsem, kar smo počeli v levici, tako da jaz nimam pojma. Je pa zelo zanimivo, gospa Sukič, da pravzaprav vsi stranke, ko jih nekdo zapusti, potem govorijo o izdajah. Podobno je recimo pri Logarju in SDS-u, ampak bom kar na vaše kadrovske spremembe se navezal naprej. Vi pa ste v NSI-ju septembra pred volitvami zamenjali kar vrh stranke, predsednika. Tudi tu nas zanima, kaj je bilo v ozadju, ker zdi se, da je sedaj, ko stranko vodi Jernej Vrtovec, stranka zavila bolj proti desni. Je to vaša strategija ali je to pravzaprav zlivanje z SDS-om, kot nekateri pravijo? No, Slovenija nima nobenega namena se zli z SDS-om, mi smo samostojna stranka, nagovarjamo svoje volivce in mislim, da imamo tudi vedno večje zaupanje. Tudi, ko ste uporabili vremensko prispodobo, mislim, da se pri nas vremena zelo jasnijo, ker smo šli v obratni proces. Če mogoče primerjam malo, se ne bi šel v vsebino pa podrobnosti, ampak pri nas smo šli v bistvu po septembru, po zamenjavi Mateja Tonina z Jernejem Vrtovcem. Matej pač se je ugotovil, da pravzaprav ne more hkrati delati bruselske zgodbe pa ljubljanske oziroma slovenske zgodbe. Ne gre. Tega dvojega. Torej zdaj niste šli v naročje Janši. Nasprotno, mi smo šli zelo svojo pot. Poglejte, mi delamo
bi rekel, alternativni blok tudi znotraj desnega bloka. Mi krepimo desni blok na svoj način. Šli smo v povezovanje z SLS-om pa s Fokusom, zato da čim manj nekih glasov ostane, bi rekel, zunaj parlamenta in se odpiše, in krepimo to našo zgodbo in pravzaprav zaenkrat kaže, da ankete, tudi ki jih vi objavljate, kažejo, da gremo v neko prav smer, da ljudje pozdravljajo to povezovanje namesto razdruževanja. Je pa res, da je pač Jernej Vrtovec kot predsednik stranke s svojim stilom pristopil, bi rekel, tu s taktiko povezovanja. Pazite, prišel je nazaj, bi rekel, on board, če lahko rečem, Lojze Peterle, ki se je malo oddaljil, nekako ni bilo prave kemije prej. Prišla je nazaj on board Ljudmila Novak. Jaz sem tega vesel. Prejšnji predsedniki morajo biti zraven. Ampak zakaj ne kandidira na teh volitvah? Ljudmila Novak je rekla, da bi rada preživela še nekaj časa s svojimi vnuki. Jaz jo spoštujem, midva sva kar močno povezana, ona me je zelo podpirala tudi na vseh dosedanjih volitvah. Torej tudi krščanski demokrati bogato zgodovino z izdajami, če temu tako rečem, spomnim se primera Pucko, takrat, ko je kot krščanski demokrat prestopil na stran Janeza Drnovška, takrat je bil v bistvu velika tarča, potem pa vendarle se je odločil po lastni vesti, je bilo takrat. Lejte, on sam nosi predvsem to odgovornost, zdaj ne vem, kako s tem živi. Jaz Cirila Pucka neposredno ne poznam, ampak jaz bi težko rekel, zdaj nekoga označiti za izdajalca. A veste, to je velika teža. On se je odločil pač v danih okoliščinah, ni pripomogel k desni zgodbi, ni pripomogel k desno-sredinski zgodbi, podprl je Drnovška, Slovenija je šla svojo pot, morda bi bili malo bolj strukturirani, malo bolj bi rekel, blizu urejeni zahodnoevropski družbi, ampak zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak težko. Prestopi se vedno dogajajo. Zdaj, ampak gre samo za stvar svobodne odločitve poslanca, ki je izvoljen od ljudi, ali pa seveda stvar strankarskih disciplin. To je pa drugo, to ste pa zelo dobro izpostavili, ampak hočem reči, Nova Slovenija je trenutno v nekem, lahko rečem, zaletu, na letu povezovanja tega, kar so ljudje že mislili, da v Sloveniji ni možno, da se različne politične sile povežejo za to, da naredimo nek korak naprej. Mogoče samo še ta komentar, potem pa gremo na program. Jaz nikoli nisem rekel, da Matej nas izdal, bi pa se strinjala, izdal svoje vrednote, za katerimi je trdno stal. Ampak vaša predsednica, mislim, da je omenila v izjavi. Luka Mesec je pa govoril o tem, da je izdal vrednote. Jaz tudi govorim o tem, da je izdal vrednote, način je bil problematičen. Človek se ima pravico odločiti, kadarkoli, da gre tudi drugam, ampak način je bil skrajno deplasiran. Če pa parafraziram Mateja, ko si star 20 let, če nisi revolucionar, nimaš srca, ko si star 40 let, bi pa jaz rekla, če nisi demokratični socialist, ne znaš dobro reflektirati družbe. In zdaj, če se ne motim, se boste udarili na obali. Mislim, udarili. Jaz sem zdaj pač zaradi tega, kar je pač naredil in načel, se je stranka odločila, da pač mene postavi tja v tisti volilni okraj. Zdaj, ali to pomeni neposredno, da se bova udarila, jaz tega ne jemljem na ta način. Jaz sem zagovarjala naše politične programe in vrednote in mislim, da ljudje stojijo za programom, predvsem drugotnega pomena smo reprezentanti, smo tudi pomembni. Jaz bi se zdaj kolegica ali pa, če rečemo NSI pa Levica, sta na, bi rekel, različnih ideoloških temeljih, političnih temeljih, ampak lahko pa rečem, da moram nekaj se strinjati. S temi prestopi, pa ne bom rekel izdajalci, ampak s temi prestopi je težko. Veste, tudi mi imamo izkušnje, kdo k nam prišel, pa je hitro šel naprej in tako naprej. Ko enkrat začneš prestopati in takle na nek način iskati neke, kaj so to osebne koristi. Torej, kot pri nogometu, enkrat en klub, drugič drugi. Ampak tam so pogodbe, tam je posel. Tudi v SDS-u imajo pogodbo, da ne smejo prestopiti. Imajo, čeprav, zdaj ne vem, Anže pa to neki na svoj način temeljuje. Pogodbo sklene s svojimi volivci in če ti odideš nekam drugam, si pravzaprav volivce pusto na cedilu, bolj kot pravzaprav stranko. In oni bojo tudi odločili naprej. Pa gremo zdaj k programu, pravzaprav k tem razlikam in podobnostim. Gneča je zdaj tako na levi kot na desni. Zanima me, v čem ste NSI drugačni od drugih na desnici. Koga pravzaprav nagovarjate v tem krvavem boju, v narekovajih? Vedno večja gneča je tudi na vaši strani. Pravite odločno naprej. Našel pa sem celo nekaj stičnih točk z Levico, recimo vi omenjate celo javno zdravstvo,
pa tudi solidarno in pravično družbo, kar sem našel tudi v programu Levice. Torej, kaj je vaš glavni adut, če ste lahko kratki pri tem, glavni adut Nove Slovenije na teh volitvah? Glavni adut Nove Slovenije je to, da mi verjamemo, da lahko država samo do neke mere poseže v prosti trg. Ne želimo pa čisto prostega trga, ker verjamemo, da je potrebno za ranljive, za tiste, ki so na robu družbe, za tiste, ki ne zmorejo sami prispevati in ustvarjati nekega svojega, zagotoviti za svoje življenje in prispevati družbi, za njih je potrebno poskrbeti. Ampak najprej pa potrebujemo mi delujoče gospodarstvo, dobro poslovno okolje, da se ljudem pusti dihati, da razvijajo svojo ustvarjalnost, svoje talente in iz tega potem naredimo, bi rekel, tisto kvoto sredstev, da lahko tudi živimo pravo solidarnost. In sam trg tega ne more urediti, ampak vseeno je treba pa državne intervencije omejiti. To je naš unikum, hkrati se pa zelo zavzemamo za eno dostojno komunikacijo, za en red, disciplino, da ni kaosa, da se točno ve, kdo je in kdo plača. Po eni točki, gospod Cigler Kralj, vi opravite čas odločitve v vašem manifestu, obljubljate ukrepe za solidarno in trajnostno družbo kot odgovor na prelomne krize in prav tako krepitev demokracije. In pa Luka Mesec, vaš koordinator, je rekel, da ciljate predvsem na delavce. Po čem ste pa vi drugačni od drugih na levi? Mislim, da smo že v tem mandatu pokazali, v čem smo drugačni. Mi smo dejansko udejanili reforme, ki so zelo pomembne, recimo stanovanjske politike, ki so bile precej, bom rekla, dobesedno zanemarjene, 30 let postavljamo na drugačne osnove, zato da bomo v 10 letih lahko dejansko prišli do kvote 20.000 javnih neprofitnih stanovanj, kar pa bo reguliralo trg, izvedlo pritisk na cene tako najemnin kot nepremičnin, kajti večja kot bo ponudba javnih stanovanj, manjše bo povpraševanje potem na trgu, in posledično se bo to poznalo na življenju ljudi, kot rečeno. Potem tukaj je dolgotrajna oskrba, ki je zaživela, kljub krčem porodnim, ki jih seveda ima, ampak v 3 letih smo vzpostavili sistem, ki je solidarnosten. To je treba poudariti. Solidarnosten, tako kot zdravstveno na oskrba je tudi ta sistem solidarnosten in to se danes že pozna pri plačevanju položnic, ki so po 500, 600, 700 evrov nižje. In tako naprej. Jasno, da imamo probleme, ampak Nemčija je 10 let postavljala ta sistem. Mi pa smo v 3 letih prišli daleč. Tako da na življenju ljudi se to pozna. Pri modelu pa vem, da ste tu krepko različni. Ja, smo, ampak to lahko pozneje s kolegom spregovoriva, kje smo različni, kje smo podobni. Na vse zadnje on s tem začel in mu dajem priznanje, da je začel pač koncipirati stvari, mi smo jih pripeljali v prakso na pač način, kot ga mi vidimo. Potem dalje povezava z Vesno, tudi tukaj smo si podobni kot NSI, tudi mi smo prepoznali, da je v povezovanju prihodnost in moč. In če ti želiš zares delati za ljudi, mi želimo torej delati ne samo za dobro ljudi pred pohlepnim kapitalom, ampak tudi za dobro okolja in narave pred pohlepom kapitala. Hočemo delati za mir, z mirovnimi politikami. To je moje naslednje vprašanje. Demokracijo, ko ste omenili, poglejte, vzpon radikalnih desnih sil, neonacizma povsod v Evropi nas lahko skrbi in avtoritarizma. In to, da bi mi morebiti prišli do neke vrste slovenske inačice trumpovskih politik v naslednjem mandatu, nas lahko hudo skrbi. Zato smo rekli pri varnosti in miru tu pa ste definitivno različni z Novo Slovenijo. Namreč v Levici pravite, da ponujate odgovor na vojne, tudi umik iz NATO. Pa s tem vendarle ne bi tvegali neke osamitve. Poglejte, kaj se je dogajalo recimo z Grenlandijo, pa je Danska članica NATO. Tukaj bom zdaj nadaljevala. Mi ne predlagamo, da smo popolnoma izoliran otok sredi nekega oceana. Mi predlagamo, da mora Evropa postaviti svojo obrambno in varnostno politiko in svojo zunanjo politiko suvereno. Ravno na primeru Grenlandije se to zelo lepo vidi, ko najmočnejša članica, vodilna članica NATO pravzaprav ogroža
notranje grozi drugi članici NATO, se pravi Danski in pač povezavi z njo. Gospod Cigler, je torej rešitev za Slovenijo umik iz NATO? Veliko zadev je bilo navrženih. In tu bi še samo dodal, v bistvu v NSI ste za dobro opremljeno slovensko vojsko, to imate tudi v programu napisano, kar imate vi drugačna stališča. Ne? In me zanima konkretno na varnosti. NATO da ali ne? NATO da, hkrati Evropa bolj močna, bolj povezana, lahko rečem tudi poenostavljena, da ne bomo imeli, 27 različnih variant opreme, ne? S tem bi zelo znižali stroške in zelo bolje poskrbeli za vojakinje in vojake, ki pač skrbijo za našo varnost. In mislim, da ta, bi rekel, na nek način kriza, politična kriza med ZDA in Evropo je lahko tudi priložnost, da mi vidimo to kot priložnost, da se bomo spravili, bomo rekli, malo bolj skupaj, malo bolj povezali, malo bolj poenostavili in naredili iz tega nek nov moment, zato ker Evropa ne nazadnje skozi v zgodovini, zdaj bi rekel, v sodobni zgodovini je bila najmočnejši player, ne? Zdaj je pa sam še player, ni pa več global player. Torej mi moramo nazaj tudi za uresničitev obljube zaveze NATO 5% BDP-ja za vojaške. Zaveze NATO, ki so v pogodbah, katerim smo mi sami prostovoljno pristopili, moramo spoštovati. Mislim, tudi če se čez noč spremenijo z 4 na 5%, kar je recimo zahteval ameriški predsednik. Ja, ampak verjetno je bil naš predsednik tudi predsednik vlade tam, ne? In je pristal na to. Zdaj sprašujem vas. Vaš predsednik vlade je pristal na 5% BDP-ja. Mislim, da je pristal na to, če smo dobro brali podtekst, da se bo leta 2028 še enkrat vse skupaj preverjali. Jaz mislim, da on računal na to, da takrat Trumpa več ne bo in da se bo to izseljevanje nehalo. To je moje mnenje. Kar se pa levice tiče, smo absolutno proti stopnjevanju oboroževanja in tej pretirani militarizaciji. Zakaj? Več orožja in večja verjetnost vojne. In ta vojna visi v zraku. Tretja velika vojna visi v zraku in ogroža svetovni mir. In kot ste sami rekli, jaz sem prej lepo rekla, skupna evropska vojska, se pravi, to je to, ko ste sam rekel, pogledati, kaj imamo, najprej pogledati, kaj imamo in to skoordinirati smiselno in potem kupovati, ne pa da bomo mi zdaj 5% dali za to, da bomo pravzaprav nasitili ameriško vojaško industrijo. Oni imajo zelo dosti vojaške industrije, prodajajo orožje in seveda mi bi kupovali to orožje, bili payer, tako kot ste rekel. Kar sem mislil, je tudi, mislim, tudi Evropa ima kar nekaj obrambne vojaške industrije, pa še nekaj. Tu sta bila dovolj jasna. NATO da, NATO ne. Ja, pa še nekaj. Ne smemo se samo mi pogovarjati o teh 8-kolesnikih, 6-kolesnikih, ne vem kaj. To bo hitro zarjavelo staro železo. Mi moramo gledati, kaj so nove taktike, nove strategije obrambe. Mi rabimo nek ščit pred temi droni, brezpilotniki in tako naprej. Vidimo, kaj se dogaja v Ukrajini. Ne? Kibernetska vojna. Vojna je zdaj že na čisto drugih ravneh, ne pa tele 8-kolesniki. Vse tega ne zanikamo, da je treba se zaščititi. Pa še nekaj sem hotel reči. V Sloveniji trenutno najbolj blizu, mislim, politiko, ki je najbolj blizu in najbolj podobna Trumpovi politiki, vodi ravno Robert Golob. Ne? On dela nek kaos, neki hipno si premisli, zjutraj se zbudi, drugačne volje in tako naprej. Jaz bi raje se tu sredotočil na vaše razlike med vami. Ja, ampak kolegica prepeljala noter, da trumpizem je problem in da je Golob. A boste rekel, da ni? Seveda je, do neke mere je. Ne, do neke mere. Lahko pa pomeni za Evropo nek push, ne vem, kako bi temu rekel, neko spodbudo, da se Evropa malo vzame. Gremo na naslednjo temo. Kot podizvajalec v NATO, ampak sem še res suverena in samostojna. Zdaj se bom premaknil na socialno področje. Ja, imam tukaj podatke v bistvu, ki v bistvu zelo skrbijo. Ne? Po podatkih je v letu 2024 z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine živelo približno 276,000 ljudi v Sloveniji, kar je 12,000 več kot v letu 2023. Tukaj imam v bistvu to grafiko. SURS je avtor, stopnja tveganja socialne izključenosti se je povečal za 0,7%. Na kak način se boste lotili tega vprašanja, gospod Cigler? Ja, problem je, da od leta 2022, ko smo predali, do danes za ene jesenice ljudi v Sloveniji živi
več pod pragom revščine. A veste, to so pa stvari, ki resnično skrbijo in dokazujejo, da pa tu koncept Goloba in Levice, ko se administrativno ene zadeve delajo, ko se administrativno povečujejo obremenitve vseh, ki delajo, s tem mislim čisto vse, ne samo obrtnike, podjetnike, gospodarstvenike, tiste, ki dajejo delovna mesta, ampak tudi vse zaposlene, tiste, ki hodijo v službo, ker se jim vedno bolj obremenjuje in nekako jih ustavlja s temi raznimi obremenitvami, ne, pravzaprav delajo ljudi, čeprav je verjetno želja jih narediti finančno močnejše, ne, se jih dela vedno bolj šibke. Recimo pri zadnji uskladitvi minimalne plače, ne, ki zdaj gre na Jurija neto. Ne, pazite, od tega, kolikor bo uskladitve, bo 200 evrov pobrala država za davke in prispevke, 100 evrov pa bo dobil več samo zaposleni. In to ni pravi, se vi lotili in znižali te škarje. Ja, prvič, najprej je treba odgovoriti na te akutne probleme. To pomeni, draginja je huda, ljudje vedno manj lahko kupijo za svoje prihodke, minimalne ali pa srednje. Kaj boste torej, znižan DDV za osnovno košarico živil. In drugo, takoj že prvi dan po volitvah, če bomo mi tisti, ki bomo odločali, imamo že pripravljen zakon o dohodnini, kjer bomo zvišali splošno olajšavo na 8.000 evrov in bomo s tem razbremenili celotno lestvico. Ker zdaj s tem tiščanjem minimalne plače gor delamo nove krivice, recimo v dolgotrajni oskrbi, zdaj sem bil veliko domovih pa ostalih socialno-varstvenih zavodih, so mi rekli, pazite, kaj imamo zdaj težavo. Prej ste rekli, enka je minimalec, ne? Zdaj je minimalec že 7 in ima bolničar v domu starejših enako plačo kot snažilka. Pa ne, da si snažilka ne zasluži, ampak bolničar... Gospa Sukič, kakšne boje vaše poteze, če boste ponovno vladali? To, kar govori kolega Cigler Kralj, zmanjšali bo olajšave pri dohodnini, ne pa dvig minimalne plače. Zakaj? Če ti dvigneš minimalno plačo, ne, kot smo jo naredili mi zdajle, ti osnovo, tudi ko se bo ta človek nekoč upokojil, osnovno plačo, tisto, iz katere izhaja pokojnina, ne, bo tudi pokojnina posledično višja, ne, da bomo imeli spet ogromno revščine med upokojenci, ker bodo osnove nižje. Ti, s tem, ko bi delal olajšave pri dohodnini, ne bi pa dvigal minimalne plače, kaj narediš? V bistvu najbolj pomagaš pri teh olajšavah najbolj bogatim, to je prva stvar. Drugo je, oropaš državo za nekaj 100 milijonov evrov denarja, ki pride v državno blagajno, ki je namenjen čemu? Storitvam socialne države, tudi javnemu zdravstvu, o katerem imamo toliko zapovedati. Ampak zanima me, kje torej dobiti ta denar v bistvu za socialne programe? Kje dobiti? Tako, da bomo, mi se strinjamo, da je treba razbremeniti plače, ampak in da je treba obdavčiti to, kar ni uspelo, ker Levica pač ni imela finančnega ministrstva, čez mi so vse svoje speljali, kar smo imeli. Če imeli finančno ministrstvo, bi tudi to reformo izpeljali. Skratka, obdavčiti rente, obdavčiti nepremičnine, premoženje, tiste, ki so onkraj tega tvojega bivanjske osnove. Da se razumemo, to je treba imeti pameten pristop, ne ogroziti ljudi njihovo osnovno eksistenco, ampak tisti, ki pa ima verigo nepremičnin, s katerimi manipulira na trgu in zaradi česar, torej nepremičninski dan, tega vam ni uspelo spraviti pod streho. To je tisto, kar je politika Levice in kar bomo ustrajali in zahtevali. Vse smo že zdaj ustrajali in zahtevali, samo nismo prišli. No, to je ključna razlika med Novo Slovenijo in Levico. Levica napoveduje, če bojo nadaljevali po 22. marcu, novi davki, nove obremenitve, ne? Nova Slovenija pa pravi razbremenitev, zato da bojo vsi s polnimi vključi lahko zadihali. Kolega Kralj, jaz sem povedala, razbremenitev plač, ampak tisto, kar zgubiš z razbremenitev plač, javna blagajna, državna blagajna, je treba prinesti nekje noter in obdavčiš pretirano bogate ljudi, obdavčiš kapitalov, obdavčiš verižnike, zato da boš prinesel not. Ne, da končam. Kdo pa določa, kdo je pretirano bogat? Če imaš ti 2, 3, 10 nepremičnin, a si revež, a si ga pač obdavčiš za tisto, kar ima več, kar je osnova, oprostite, pa tudi če to da je pogačar. A je Boskarol? Pa kaj pa, ja seveda, ne govorim, kaj je pretirano. Postaviš me, povedala sem, da bi ravno bogati stajali tu, pa tu plačevali. Povedala sem še enkrat,
če imaš ti 2, 3, 10 in več nepremičnin, s katerimi manipuliraš na trgu, pa valjda boš obdavčil te nepremičnine ali boš kaj gledal in ne Saj davek na kapital že obstaja. Ne na ta način. Konkretne Oprostite. ukrepe v bistvu iz polja gospodarstva in zaposlovalne politike. Zanima me, ali bi podprli predlog Levice, da če praznik pade na soboto ali nedeljo, se dela prost dan prenese na naslednji delovnik. V tem kontekstu zdaj se o tem niti ne pogovarjamo, ker ste dali sam to kot predlog, ni bil pa zakonski predlog. Zaenkrat na tem področju ne predvidevamo sprememb, zato ker je treba na zdravstvu in na sociali narediti več. Da ste za skrajšan delovni čas kot strukturni ukrep. Tako je. Zdaj mogoče malo Tako je. Ne. striže, To je pa skrajšan delovni čas, ker sem se jaz poučil pri kolegu ministru, nekdanjem ministru Koherju, ki je zdaj guverner Centralne banke Avstrije, ker so oni tudi strukturno, sistemsko uvedli ta skrajšani delovni čas kot ukrep. Eno je za gradbeništvo pa te sezonske poklice, drugo pa kot strukturni ukrep na trgu dela. Zakaj? Težko je to na kratko razložiti, ampak bom poskusil. Zato, ker mladim na trgu dela zdaj vedno več pomeni možnost čim boljše kombinacije zasebnega pa poslovnega oziroma poklicnega življenja. In ni samo stvar plač, na eni strani bi z dohodninsko reformo razbremenili celo lestvico plač, na drugi strani pa moramo omogočiti bolj fleksibilno kombiniranje za te mlade in tudi starejše, predvsem pa tudi za starše, v našem programu to še posebej poudarjamo, za tiste, ki se odločijo, da bojo hkrati družinsko pa poklicno življenje živeli. In zato... Ampak tudi tem ljudem bi verjetno to, če praznik pade na dan, koristil potem tisti ponedeljek. Kolega Ranc pa kolega Sukič, vsem bi nam pasalo, ampak lejte, to je treba gledati celovito. Vsak ta dela prost dan je treba tudi plačati. Od nekod more ta denar priti. Ampak že božičnica je obremenila delodajalce. Lejte, številni so mogli jemati kredite za to, da so, pa ne samo zasebni delodajalci. Pazite, jaz sem veliko v socialno-varstvenih zavodih, v domovih, številni domovi državni so mogli tudi kredit, premostitveni kredit jemati, zato da bojo nekako zdaj sčarali do naslednjega meseca, ker decembra je bila pač velika vsota. Gremo naprej, ker smo že to se na čas način gremo na šutere v zakon. Ta zadeva je bila kar odmevna, tudi vidva sta si tam prihajala v dialog. Danes sicer lepo kulturno debatirata, kar me zelo veseli, ampak takrat, gospa Sukič, ste vi gospodu Kralju kar očitali svetohlinstvo, hinavščino in tako naprej, ko je v interpelaciji zahteval odstop ministra Luke Mesca. Ja. In zakaj menite, ali še danes menite, da je ta zakon v bistvu dober in primeren, glede na to, da o njem odločajo tudi Ustavno sodišče in tako naprej? Čakajte malo, vi dobro veste, če ste poslušali stališče poslanske skupine, sama sem ga predstavila, smo skritizirali. Vaša vlada je to sprejela? Čakajte, gledajte, vlada je sprejela. Naši ministri so rekli, da pogojno dajo zeleno luč, računajoč, da bomo poslanci, ker poslanci vse zakone smo v koaliciji pretresali, nadgrajevali, amandmirali in tako naprej. In so rekli, v redu, zaenkrat pogojno dajemo zeleno luč, ker računamo na to, da bomo pri usklajevanju, da bodo naši poslanci izborili, da se dajo najbolj sporni, ustavno, bomo rekli, sporni členi ven. In seveda tega nismo uspeli. In če ste moje stališče dobro poslušali, ki sem ga povedala v imenu poslanske skupine, smo skritizirali ta zakon in napovedali obstrukcijo pri glasovanju. Zakaj? Ker toliko represivnih nekih ukrepov in ustavnih spornosti je za nas tako neznosno, da če bi glasovali proti, s tem dajemo vseeno legitimnost nečemu. Če ti pa obstruiraš, pa jasno poveš, da niti legitimnosti ne daš. Niste pa izstopili iz vlade, recimo. Dobro, nismo izstopili iz vlade, seveda nismo izstopili iz vlade, ker pol bi mogli že za marsikeri točki prej tudi kdaj izstopiti iz vlade, ampak za vsako stvar ti zdaj ne skočiš ven iz vlade, ampak se boriš znotraj vlade, da te stvari omiliš, in podpiram to, da je varuhinja zdaj dala na Ustavno sodišče, kot tudi pravna mreža za varstvo demokracije in Vrhovno sodišče, in jaz sem računala na to, da se bo to zgodilo. Žalostno edino to, da bodo meseci minili, ko bo ta zakon v implementaciji, preden bodo ti pač ta sodišča in vse skupaj odločila. Dejstvo je, da si represije na način,
da kaznuješ otroke v teh ranljivih skupinah in tiste, ki niso nič krivi, ki niso prekrškari, ker njihov oče prekrškar, mislim, tu se pač druge sankcije uvedejo. Gospod Cigler, kakšno je vaše stališče? Glejte, bo Šutarjevega zakona. NSi je Šutarjev zakon podprla zato, ker smo rekli, da bomo sledili mnenju županov jugovzhodne torej, regije, ki imajo zakon, Levica je pa to je pa zanimiva taktika. To je pa zanimiva taktika Levice, če smem biti malo kritičen do njihove drže. Ali pa tudi vaše. Ne, to je naša iskrena mnenja. Ampak pri Levici je veliko krat drža, kot da so opozicijska stranka, a ne kritizirajo sebe. Pravzaprav, ne vem, kolegica je glih pred kratkim govorila, kako ni dostopnih zdravnikov, kako ni pediatrov, 280,000 žensk je brez ginekologa, javno zdravstvo je izjemno nedostopno. Ona to kritizira, ampak 4 leta ste v vladi, vi ste za to, da bi to reševali, pa z vsakim ukrepom ste sam še podaljšali čakalne vrste, pa manj ginekologov. Prej bili minister za socialne zadeve. Ja, to je res. Vladi, ki je zaplinjala ljudi, pa ste ostali v vladi. Ampak nisva zdaj pri tej temi, zdaj smo pri romski problematiki. Tako, jaz sem se romske problematike zelo sistemsko in zelo odločno lotil, sem pa doživel, kje je blokado? Ja, ravno stranke Levica, ki je vložila zahtevo za posvetovalni referendum, ko bi se tako imenovani kraljev paket, kasneje so ga župani jugovzhodne regije posvojili, se spomnite, 36,000 podpisov in tako naprej, da bi se to uzakonilo. In žal do tega ni prišlo. Ta paket je še vedno spisan in jaz mislim, da po 22. marcu, če bomo mi tisti, bomo takoj šli noter, zato ker je celovit, ker gleda trg dela, ker gleda šolstvo, ker gleda preprečevanje nasilja, medvrstniškega nasilja, med mladostniki in tako naprej. In župani so ga pozdravili. Lejte, Šutarjev zakon smo pa podprli, zato ker so župani jugovzhodne regije rekli vsaj en korak v pravo smer. Smo pa bili kritični, spomnite se, smo pa bili kritični od tega, ker smo videli, da koalicija ne zna napisati zakona tako, da bi bil ustavno nesporen, pa da bi bil operativno izvedljiv. In zdaj vidimo, da imajo že probleme pri tem, da bo zdaj ustavno sodišče verjetno odločilo na koncu. Ja, varuhinja je dala samo pripombo oziroma zahtevo za revizijo, ustavno revizijo na del pri rubežu za mati samohranilke. Del pa tudi vrhovno sodišče na kazenski del. Ja, pa tudi pravna mreža. Gospod Cigler Kralj, zanima me, podprli ste Šutarjev zakon, ali podpirate tudi ustanovitev slovenskega AIS-a, kot ga je napovedal v bistvu poslanec SDS Mahnič? Glejte, on je to nekaj rekel v zanosu tiste svoje debate v državnem zboru, drugače pa ilegalne migracije so velik problem. Ampak tudi za Slovence. V Sloveniji ni tako velikih. Ja, pa so kar. Nimava midva, vi pa jaz nimava ta pravih podatkov, ker nisva, bi rekel, direktno obveščena. Številčnost je precej nižja, kot je bilo v času Cerarjeve vlade. Ja, gotovo, ampak to se lahko hitro spremeni, kolega Ranc. To, saj veste, ena stvar se nekje spremeni, vidite v Siriji ali pa kje, ne, pa bomo imeli spet, bi rekel, migrantsko krizo. Za ustanovitev nekega takega organa. Mi smo za to, da se ilegalne migracije in ilegalni migranti, ki pridejo pravzaprav nezakonito in ne ve nobeden, kaj bodo tu počeli, lahko rečemo, da je tudi porast nasilja in tak naprej, padec varnosti v nekaterih predelih države, to se mora nasloviti na nek način. Zdaj, kaj pa vi ta način? Glejte, ni pa način to tak, ki imajo probleme, orožje, otroci in tako naprej. To je treba delati na normalen, zakonit način, ampak je treba pa odločno poseči. Poslanec Mahnič ni samo predlagal slovenski AIS, on je tudi pozival, naj se ljudje, državljanke in državljani oborožujejo, tako da on ima skrajno nevarne izjave in hodi zelo po robu in slovenski AIS, poglejmo, kaj dela ameriški AIS, se na koncu koncev strelja lastne državljane za prazen nič, samo zato, ker demonstrirajo. Tako da smo absolutno proti. Slovenija je podpisnica mednarodnih konvencij, obstajajo urejeni načini, kako se ravna z migracijami, ne pa kar tako po kavbojsko. Ilegalne migracije so problem, ne? Ne pa kar po kavbojsko, katerekoli migracije treba iti po postopkih, ki so dogovorjeni v mednarodnem prostoru. Ilegalne ali legalne. Ja, je razlika med legalnim pa ilegalnim. Ampak kljub temu se to ne dela po kavbojsko. Gremo naprej. Tam z 20 specialci pa 2 avtobusoma pa strpaš ljudi pa hopaš. Torej, smo razumeli, mislim, da bojo tudi gledalci. Gremo na naslednjo zadeva KNOVS. Ta ovadba Nove Slovenije, ki je prišla tik pred volitvami. Vi ste tudi članica KNOVS-a in me zanima,
kaj je ta zadeva, kako si vi to razlagate, da je to ravno prišlo sedaj pred volitvami? Je to, bi rekel, politično nastavljeno, terminsko, ali je tu šlo, sumite, v resne sume, tako kot je bila sedaj strani specializiranega državnega tožilstva? Ena taka komisija kot je KNOVS je seveda pomemben instrument, demokratični instrument, da ti nadziraš varnostno-obveščevalne službe. Ampak ta nadzor na varnostno-obveščevalnih služb ima seveda svoja jasna pravila in tudi jasne omejitve v pristojnostih, ne? Tudi predsednika komisije na vse zadnje. Zdaj, v tem nadzoru jaz nisem sodelovala, ker sem se tisti dan opravičila. Če bi sodelovala prav tako kot kolega, ki je bil iz koalicije, ne bi bila jaz ovadena, ne bi bila verjetno instrumentalizirana za ta nadzor, kajti ne bi vedela, kaj grem gledat. Potem šele na lico mesta je kolega videl tam nek spisek telefonskih številk, med katerimi je bila seveda tudi telefonska številka, zdaj sem pozabila. Šefa Darsa, Hajdenjaka, ki je bila ravno afera Dars, a ne. Zdaj, a je to slučaj ali ni, naj gledalci in poslušalci presodijo sami. Vsekakor pa kriminalisti menijo, da taki slučaji ne obstajajo in so se poglobljeno lotili preiskave. Sama sem bila izprašana v okviru preiskave in vem, kako poglobljeno so se lotili te preiskave. Ne bom povedala, kaj smo se pogovarjali, ker ne smem. Lahko pa samo rečem, da zagotovo obstaja utemeljen sum prekoračitve pooblastil in zlorabe položaja, ne? In zagotovo tudi državno vrhovno tožilstvo ne bi kar tako malo za hec šlo v to, da pelje postopek naprej, da bi se pa zdaj, samo malo še to, da bi se pa sodišča morala ustaviti, zato ker imamo volitve, oprostite, potem se lahko vsakeč izgovarja politika, dobro, ali pa specializirano tožilstvo in Weber se nima kaj vtikati v naše... Zadeva je ravno nasprotna. Veliko čudnih stvari je v zvezi s tem KNOVS-om in s tem konkretnim nadzorom. Ne? Prvič, oni bi morali odgovarjati javnosti, parlamentu ne nazadnje, če ne bi šli v nadzor, ko dobijo indic, da se nekomu nezakonito prisluškuje. Oni so preverjali, ali se nekomu, ali se unim, ne vem kolikim 20 ljudem nezakonito prisluškuje. In nikjer, ker ste rekli, da je treba poslovnik KNOVS-a in tak naprej poznati in delati zakonito. A noter, ki piše, da ne smeš, če ti kdorkoli reče, jaz imam občutek, da se meni nezakonito prisluškuje, sploh v času, ko si je Golob tako uzurpiral in podredil policijo, ko je Tatjana Bobnar odšla zaradi tega, ker je rekla, da on lomasti tamle po policiji in si jo je politično podredil, ne, takrat je treba biti tako pozorna na čisto vsak indic. Lomaste je minister Hojs. Jaz sem tu vas do konca poslušal. Ne. To je prvo. Torej, če oni ne bi ukrepali in po poslovniku morajo in kdorkoli lahko da predlog indic, da se njemu nezakonito prisluškuje, in oni morajo to preveriti. Drugič, 2 koalicijska sta bila v nadzoru, policija bi lahko tudi rekla po poslovniku, po vseh bi rekla, ne, ta nadzor pa pri nas ne boste upravili, so to dopustili. 2 koalicijska, ki sta bila zraven, nimata zdaj obtožnice, a ne? 2 NSI-jeva, člana KNOVS-a, ki pa nista bila zraven, pa imata zdaj tudi obtožnico poleg še teh. Pazite. Torej, vi menite, da je ta zadeva instrumentalizirana? Odgovno instrumentalizirana. Zdaj bom pa še v tem, sem do konca povem. Zdaj pa sam še povem, argumentiram, da je to instrumentalizirano in da se je tožilstvo, specializirano državno tožilstvo, kar je groza, vključilo v volilno kampanjo, je pa mnenje spoštovanih pravnikov. Matevža Krivica, ki je levi pravnik, on to stalno poudarja. On je rekel, huda zloraba specializiranega državnega tožilstva v predvolilne namene. 2 leti je to ležalo tam, zdaj le en mesec pred... To je Krivic napisal in na več, še včeraj v Delu, mislim, da oziroma ta... Očitno bomo morali Krivica, pa še eminentna pravnika Ernest Petrič in Ludvik Toplak, ki je Mariborčan, in oni so vsi rekli, da to je nesprejemljiv pritisk na politično opozicijo v tem času pred volitvami. Jaz bom samo še enkrat, lahko sam ponovim.
To je pač tožilstvo specializirano in mora to zadevo pripeljati do epiloga in do konca. In zakaj bi se pa ustavilo ravno pred volitvami? Ta postopek traja že slabo leto dni, preiskava. Jaz ne vem, kdaj je bila izprašana. To pač, zakaj bi oni zdaj vmes prekinili? Mislim, kolega, dajte se hecati. Matej Škrivic, ne jaz. Da povem do konca. In zakaj bi bila dva koalicijska poslanca pod obtožnico? Se niti vedela nista, kaj si je predsednik zmislil in kjer je številke je napisal, je preverjal in sta na licu mesta bila seznanjena s tem. Pravci si bodo mogoče, ali pa naši poslušalci zdaj misli, da poslanci morda ne vejo, kaj delajo. Ne, še enkrat, poglejte, kako to potekajo te stvari. Naenkrat predsednik Žakelj skliče, da mi zdaj gremo, čez pol ure mi gremo. Žakelj ali pa kjer drug, kjer je pač čez pol ure gremo in ti šele potem v avtu pove, kam gremo in kaj. In niti ni točno povedal. To je treba spremeniti poslovnik, način dela, mogoče. Ne vem, vsekakor je ta zadeva najmanj rahlo sumljiva in naj se razišče do konca. Jaz bi mogel zdaj zaključiti, pa bom zaključil. Obtožnico so prej dobili mediji, skozi iz medijev ven in to je neke vrste totalitarizem, pa pritisk na opozicijo, če mediji že vejo obtožnico, tele štirje, ki so obtoženi pa nam. Gospod Cigler, gremo zaključiti še z vprašanjem korupcija. Paca korupcije. Slovenija je prejšnji teden objavljenem indeksu zaznave korupcije za leto 2025 v primerjavi z letom 2024 padla na 41. mesto med 182 državami sveta. Še leto prej je bila 36. Še vedno sicer ostaja 2 točki više kot predlani na lestvici za 2023. Čemu pripisujete to? In ali to pomeni, da je Slovenija vse bolj koruptivna država in ali je v bistvu tudi Komisija za preprečevanje korupcije brezzobi tiger ali je večji problem v organih pregona? Ja, zdaj težko komentiram, zakaj smo mi zdaj zdrsnili po tej lestvici. Vsekakor je korupcija velik problem in naj povem, stranka Levica je pravzaprav edina stranka, ki nima niti ene korupcijske afere na svoji vesti, v svoji prtljagi, pa smo 12 let že na politični sceni. Tako da, kar se tiče tega, smo jasno zavezani, tako kot Vesna, s katero smo zdaj se povezali tak isto, boju proti korupciji in krepitvi avtonomnih neodvisnih institucij, tudi KPK, da ne bo samo brezzobi tiger, ampak da bo imela mogoče večjo avtoriteto na tem področju. Gospod Cigler Kralj, še za vas isto vprašanje, je KPK brezzobi tiger? Gotovo ne pomaga, da predsednik vlade najprej, bi rekel, afront napade vse institucije, ki pač skrbijo za pregon pa preventivo glede korupcije, da jih napade in jih v bistvu diskreditira in potem še z nekim, bi rekel, zelo močnim odvetnikom izvaja, bomo rekli, logistične in druge procesne manevre za to, da se pač izogiba procesiranju. To gotovo ne pomaga prepoznaj in KPK drugič, KPK je brezzobi tiger. In je vi KPK ukinili? Težko vam zdaj rečem, ker jaz zdaj ne poznam, kakšne so naše zaveze glede teh institucij neodvisnih, ampak treba ga je pa narediti, če ga že imamo, mora biti močen, pa mora biti politično neodvisen. Spomnimo se, tu se spomnimo se KPK, ko ga je še vodil Drago Kos in takrat je KPK bil nekaj, se pravi, vsi smo vedeli, da je ta institucija res pomembna in je imela neko avtoriteto. In tak KPK si pravzaprav še naprej želim. Se strinjam, ne pomaga, če premier na ta način polemizira za KPK. Ima pravico do pravnega varstva kot vsakdo, vendar ne, da se grejo javne polemike in pritiske na KPK. To se pa strinjam. Nikoli in nikdar v Sloveniji, mislim, da se še ni zgodilo, da bi predsednik vlade hvalil KPK. Mislim, da vsem nekako gre ta inštitucija tudi v nos. Mislim, nima predsednik pravzaprav ne ta ne oni kaj komentirati sploh, ali ga hvali, ali ga ne hvali. Pustiti mora avtonomne institucije. Glejte, predvsem pa moramo skrbeti za to, da ne bomo vedno padali na nove obraze. Jaz mislim, da najboljša preventiva korupciji je, da smo karierni politiki, ki smo odgovorni svojim volivcem. Če želimo mi na vsaj 4 leta na volitvah prepričati državljanke in državljane, bomo sami pazili na to, da bomo imeli vse
čisto in da bomo lahko v obraz To pogledali drži. volivkam in volivcem. Tako, Pa drži. jaz se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje v večerovem duelu. Želim vam veliko uspehov na volitvah. Na koncu pa, kot vedno rečem, volivci imajo vedno prav, tudi kadar se zmotijo. Tudi kadar nimajo. Hvala. Vam pa hvala za pozornost. Hvala za vabilo. Srečno. Hvala vam. Srečno. Da.